podporo temu projektu smo želeli lesarski panogi in pa lesarskim podjetjem pomagati na ta način, da jim zagotovimo ustrezne kadre pri njihovem delovanju. Gre za to, da podjetja potrebujejo posebna znanja oziroma ljudje v podjetjih potrebujejo posebna znanja za opravljanje svojega dela. In vsako podjetje ima specifične produkte, zato potrebuje tudi specifična znanja in ta projekt omogoča to, da ljudje pridobijo ravno tista znanja, ki jih pri posameznem delu potrebujejo. Namen kompetenčnih centrov je izboljšanje kompetenc zaposlenih in sicer, da zmanjšamo neskladje na trgu dela med stopnjo usposobljenosti in dejanskimi potrebami zaposlenih. Pri projektu Koclej smo bili osredotočeni predvsem na 3 glavna področja: uvajanje design managementa, vodenje in uvajanje sprememb v poslovanje organizacij ter učinkovitega trženja. Kot največje prednosti našega projekta bi lahko izpostavili to fleksibilnost pri izvedbi projekta, kar je omogočilo, da so podjetja prejela dovolj sredstva glede na svoje potrebe. Podjetja poudarja tudi učinkovitost tega koncepta, ker se je lahko s temi sredstvi sledilo poslovnim učinkom, kar je drugače od drugih kompetenčnih centrov, ker se sledi zapolnitvi manjkajočih kompetenc. Podjetja so tudi začela zaznavati, da je vlaganje v usposabljanje in v kadre tudi vlaganje v razvoj, kar je tudi en velikih dosežkov našega kompetenčnega centra. Poudariti moramo tudi odlično sodelovanje z skladom in ministrstvom, ki omogoča tudi, da je center zelo optimalen pri sami izvedbi. In želeli bi si, da bi ta center postal tudi trajni center za usposabljanje zaposlenih v sektorju, kar bo imelo velik vpliv na večanje konkurenčnosti. S Fakulteto za dizajn smo sodelovali na področju razvoja novih produktov. Iskali smo nove dodane vrednosti, bolj funkcionalno uporabo in s tem iskali, kako narediti izdelek še bolj privlačen in uporaben za kupca. Izdelek je sedaj v fazi testiranja, piljenja še zadnjih detajlov, nato pa se lansira na trg. Študenti so se z veseljem udeleževali tovrstnih usposabljanj, ravno zaradi pridobitve zelo podrobnega vpogleda v samo projektno delo. Za njih so to pravzaprav neprecenljive izkušnje, ki jih bodo tudi kasneje lahko uporabili pri vstopu na trg dela. Koliko smo bolj konkurenčni, bo seveda pokazal trg. Smo pa zadovoljni bili s sodelovanjem z Energosom. Prišlo je ravno v pravem trenutku, ker mi smo praktično selili proizvodnjo v nove prostore in z njim smo vzpostavili nekak pravilni delokrog, tako da smo konkretni rezultat recimo izboljšali pretok blaga ali pa izdelkov skozi proizvodnjo za več kot tretjino. Upamo tudi, da bomo na ta način lahko povečali proizvodnjo, kar se bo pa seveda zdaj pokazalo v teh mesecih, ko je praktično višek proizvodnje. Največji učinek je že v tem, da smo v podjetju dosledno definirali vse procese in da smo z njimi seznanili tudi vse zaposlene. Tako vsi posamezniki sedaj vedo, kaj je bistvo njihovega delovnega procesa, kaj je aktivnost delovnega procesa ter kaj so vhodi in izhodi iz delovnega procesa. Tako so pri svojem delu lahko dejansko skoncentrirani na to, da svojo aktivnost opravijo optimalno in na način, da jo čim prej predajo v naslednji delovni proces. Morda bi tu izpostavila 3 projekte. Prvi je standardni organizacijski postopek v razvoju s poudarkom, da se razvojni proces konča prej, kot se začne proizvodni proces. Tu smo uspeli z zmanjšanjem napak za približno 20%. Potem drugi projekt izpostavljam organizacija montažne linije, kjer je šlo za ločitev predmontaže od montaže, kamor pa so bili vključeni tako rekoč vsi proizvodni delavci in gre za boljšo pretočnost proizvodne linije.
Tretji projekt pa izpostavljam vrednostna analiza produkta, kjer gre za uveljavitev višjega standarda nadzora porabe materialnih stroškov. Uveljavili smo jo v naš obstoječi proces in ga nadgradili tudi z vrednostno analizo v procesih tudi z našimi razvojnimi dobavitelji. Tekom šole trženja smo dejansko ugotovili, da imamo ogromno znanj v firmi, ki so pa premalo sistematizirane in urejena. Zato smo, potem ko smo ta znanja še enkrat urejeno poslušali, se odločili, da jih uredimo tudi v okviru internih procesov, da pripravimo prodajni protokol, po katerem bojo vse komercialne sile delovale v isti smeri. V tem procesu smo ugotovili, da tudi strategija še ni čisto prava, tako da smo jo morali modificirati. Tako da mislim, da danes imamo dejansko res pravo strategijo, pravo vizijo in ljudi, ki so izobraženi, da po njej hodijo in gremo naprej. Mislim, lahko, tako v tujini kot doma, ne. V tujini treba povedati, da je, ne vem, Design Council bil ustanovljen v Angliji že med drugo svetovno vojno, na Danskem takoj po drugi svetovni vojni. V Sloveniji tazga organa nimamo. Pri nas je kar nekaj primerov dobrih praks, ki so se pa začeli in končali kot projekti, zato upam, da se ta Kocles ne bo končal le kot projekt.